uspela, pa je prišel tisti trenutek, kaj ne? Ker nekaj časa ste se pripravljali vsi tukaj skupaj na ta dogodek. Ja, pa dejansko več kot leto dni celotnega projekta gradimo vključujoče, inovativno povezano Zasavje, ki temelji na dveh temeljih. Ena je samozavest uporabnikov, da spreminjamo sistem s teboj sem ti, s teboj sem jaz, ker marsikdaj se pri podpori, bom rekla, v inštitucijah, tudi družini dogaja, da razmišljamo namesto uporabnikov, prav pa je, da se oni postavijo v prve vrste in razmišljajo, kaj si oni želijo, hočejo in samozavestno stopajo na oder, bom rekla, življenja, tako kot danes stopajo na modni reviji. Skozi ta projekt smo imeli omogočene psihoterapevtske obravnave, ki so, rekla, marsikateremu uporabniku, sploh v tem obdobju covid situacije, izolacije, zelo koristile. Drugi temelj, rekla, je pa vključujoča zasavska družba, ki gradi, bom rekla, ne samo na odstranjevanju arhitektonskih ovir, ampak predvsem ovir v glavah ljudi. To pa lahko naredimo z vzgojo od majhnih nog naprej. Zaradi tega smo se več kot leto dni dobivali s trenerko razmišljanja Nastjo Mulej v skupini ravnateljic, direktorjev zdravstvenega doma, mladinskega centra, centra za socialno delo in se medsebojno povezali, tako da smo marsikateri, bom rekla, problem tudi covid situacije lažje rešili z medsebojno povezano. Po drugi strani smo pa postavili neke temelje z bolj vključujočo zasavsko družbo. Naučili smo se različne tehnike razmišljanja, bom rekla, od klobukov, lateralnega razmišljanja, enostavnosti, kar nam vsem koristi, bom rekla, pri delu pri vodenju v organizacijah, kot pri medsebojnem povezovanju, saj verjamemo, da je vsak izziv rešljiv z tem VIP vključujočim povezanim konceptom. No, omenila si VIP. VIP sicer poznamo to kratico čisto pod nekaj drugega. Nekam lahko pridemo, če imamo VIP stopnico. Kaj je VIP? VIP je dejansko vstop v družbo in simbolično ponazarja, da je vsak človek lahko pomemben, ker VIP pomeni neko pomembnost nam, če je pripravljen za vstop v družbo, se pravi, da lahko samozavestno nastopi, na drugi strani pa, če ga je družba pripravljena sprejeti. In to je ta VIP koncept, ki gradi na obeh temeljih hkrati in kot sem rekla, so na eni strani tukaj vrtci, šole, vzgojitelji, družine, direktorji različnih inštitucij, tudi gospodarstvo v končni fazi, ki vstopa zraven, tudi tukaj na modno revijo, pa kot podporniki dela za naše uporabnike z dodano vrednostjo, ker s tem si osmislijo svoje življenje, so odrasli. Na drugi strani je pa Nastja Mulej imela tudi skupine z otroki, ki so se učili tega vključujočega kreativnega mišljenja in pa z učiteljicami, vzgojiteljicami, tako da smo delali dejansko v sredah. VIP zasavske kreativne srede smo celo leto imenovali. V 3 skupinah, cela sredina popoldneva so bila namenjena temu. Najprej v živo, potem na Zoomu, večino časa na Zoomu zaradi situacije. No, dolgo si že v varstveno-delovnem centru in dejstvo je, da če gledaš 20-30 let nazaj, je verjetno družba bolj sprejela uporabnike varstveno-delovnega centra zdaj, kot pa mogoče pred 30 leti. Ja, seveda, družba se gradi, je čedalje bolj vključujoča, bom rekla, tudi svojci so bolj ozaveščeni in rekla tudi z otroci, z osebami s posebnimi potrebami vstopajo v družbo, se povezujejo in če bomo vsi skupaj povezano delovali, bom rekla, tako inštitucije kot svojci, kot uporabniki, inštitucije, mislim, da lahko res naredimo vključujočo družbo za vse. No, že čez kakšno uro pa pol se bo začela ta osrednja prireditev, kaj vse se bo videlo? Dejansko bo simbolično prikazan vstop na oder življenja in sicer z misicami, ki so nek simbol VIP-a, bodo se uporabnice sprehodile na modni reviji v oblačilih slovenske blagovne znamke Modern Beauty, ki so bila zašita v VDC-ju. Poleg tega bojo sodelovale, bom rekla, tudi onkološke bolnice, ki tudi zelo rade z nami, bom rekla, sodelujejo, se povezujemo in prikazale pomen zdravega načina življenja in pa seveda skupine z Nastjo
skupnostjo Mulej, ki smo se pač kreativno oziroma vključujočega mišljenja, dejansko razmišljanja učili in verjamem, da tudi naučili, ker tudi samo razmišljanje ni kar samoumevno, ali ga znaš pa prineseš s sabo na svet, ampak se je tudi tega treba naučiti. Si danes ponosna direktorica? Ja, zelo ponosna sem, pa tudi majčkeno, bom rekla, živčna, vseeno je treba prisotna, da verjamem, da bo šlo vse tako, kakor je treba, sploh ko nas je sonce danes obiskali, pa tudi, bom rekla, ko sem videla vse to veselje že od jutranjih ur, ko so nekatere uporabnice bile prvič pobarvane, profesionalno namazane, dejansko je to dogodek, ki ga ne doživi vsak dan, ne. Mogoče bo še katera med misice prestopila prag? Nikoli se ne ve, ker dejansko se vidi, da uživajo v tem. Levo in desno so znani obrazi, ki me poznajo v srci. Da mi noso moč. Gospa Nastja, kako ste pa vi prišli v varstveno-delovni center oziroma do sodelovanja z varstveno-delovnim centrom Zasavje? V bistvu je to kar dolga zgodba. Jaz se ukvarjam z poučevanjem kreativnosti že 20 let, z poučevanjem eksplicitnih orodij razmišljanja 15 in za Špelo sva se že v prejšnjih poslovnih poteh srečevali. Ker pa razmišljanje je vseeno, kje se dogaja, med otroci, med učitelji, med vodji, med direktorji. In tako sem bila presrečna, ko me je povabila k enemu izjemno prelomnemu projektu, to je, da bi 12 direktorjev različnih organizacij, javnih zavodov, za katere vemo, da imajo dostikrat zavezane roke, naučila, kako razmišljati bolj sodelovalno, bolj ustvarjalno in bolj učinkovito. In kje smo Slovenci najbolj šibki pri razmišljanju? Ni neke razlike med Slovenci in ostalimi v kontinentalni Evropi. Vsi smo na žalost potomci, nekdo bi rekel tudi na srečo, staroantične miselnosti, ki misli, da je razmišljanje sodba. Sodim, torej mislijo, da je razmišljanje podati analizo, podati kritiko in potem to argumentirati. To je v resnici izjemno neučinkovit način razmišljanja, ker nas pripelje samo do tega, da se vsak postavi na svoj breg, moja stališča primerjavi s tvojimi stališči in tisto, kar se moramo naučiti, je pravzaprav, da raje razmišljamo paralelno in raziskovalno. In pri tem smo bili mi za temi našimi direktorji izjemno učinkoviti. No, epidemija vam je, pa COVID ukrepi vam malce nagajali, ampak vseeno, kako so potekali posamezni treningi? Pravzaprav jaz rada rečem, če človek uči razmišljanje, kreativno razmišljanje, potem ne more biti ovir, obstajajo vedno samo rešitve in hvala Bogu je tudi dr. Špela Režun takšna, da mi pravzaprav nismo nikakor zaostajali v tempu, 1,5 ure vsak teden, ne glede na to, ali je zunaj bila toča, sneg ali mogoče epidemija. Hvala Bogu, tehnologija je toliko napredovala, da smo si lahko z njo pomagali in pravzaprav ni velike razlike, če seveda to je bila pa moja moderatorska naloga, znam delati z ljudmi tako, kot da bi bili skupaj. Delali ste, verjetno nisem prej vse ujel, ker je bila glasba kar precej glasna, delali ste tako s tistimi visoko izobraženimi, kot tudi z uporabniki varstveno-delovnega centra. Je razlika? Niste delali z njimi? Ne, delala sem, Špela je k projektu povabila v bistvu 12 direktorjev zavodov, vrtec, šola, zdravstveni dom, center za socialno delo, mladinski center, torej teh zavodov. Potem sem imela svojo skupino, kjer so bili učitelji, pravzaprav od vrtca do srednje šole in potem sem imela še eno skupino, kjer so bili otroci stari med 9 in 12 let. In koliko časa ponavadi potekajo takšni treningi oziroma srečanja? Ja, idealno je, 3 leta. Kajti odrasel človek rabi za spremembo vzorcev v možganih do 3 leta redne vadbe. Mi smo tukaj bili skupaj 16 mesecev, kar je čudovito, kar je več, kot večinoma dobimo. Ljudje mislijo, da je razmišljanje nekaj naravnega, tako kot dihanje, ples ali petje, se pa ne zavedajo, da ples in petje ljudje študirajo tudi na akademiji. Enako bi pravzaprav moralo veljati tudi za razmišljanje. Seveda se da v 1 uri nekaj narediti, vendar boste zelo malo lastnih vzorcev uspeli
želeli spremeniti. Kvečemo boste imeli slabo vest, ker boste videli, kaj vse bi se dalo, če bi jaz znal in vadil. Tako da za nami je, pravzaprav nisem niti izračunala, mislim, da skoraj 100 ur. In seveda v tem času smo pa dejansko nekaj naredili, tudi zato, ker je bila skupina izjemno motivirana in je sproti upeljevala, uporabljala ali za reševanje svojih izzivov ali za učenje svojih sodelavcev. Tako da tudi 16 mesecev je že zelo veliko, če imaš na drugi strani zelo zavzete in vključene udeležence. Še malce se bom vrnil nazaj na uporabnike varstveno-delovnega centra. Ste vsaj koga v tem času ali pa več jih spoznali njihove življenje, njihove navade? To je seveda bil namen tudi tega projekta, no to pa je pikica, ki jo je korona odškrnila, tako da jaz sem samo sodelovala z ljudmi, ki so zaposleni na VDC-ju in preko njih so potem prenašali, kolikor se je le dalo za nekaterimi, kajti iskreno mi smo bili najprej od zunaj, potem pa nadaljavo. Tako da te vožnje so pravzaprav odpadle, vendar zaradi tega tudi nisem mogla spoznati ostalih uporabnikov. No, mi v Zasavju smo zagotovo ponosni, da med nami živijo tudi uporabniki Zasavskega varstveno-delovnega centra. Kaj pa v vaših koncih? Po tem, kako govorite, se mi zdi, da niste iz Zasavja. Ne, jaz sem Mariborčanka, ki že več kot pol življenja živi v Ljubljani. Moji konci so pa pravzaprav v svet. Tako da razmišljanje potrebujejo povsod. Pred korono je moje življenje potekalo v avtu, zdaj večinoma poteka po računalniku in se pravzaprav ne omejujemo, ne z mejami, pravzaprav obstaja itak samo v glavi, a ne? Tako, tudi med osebni odnosi. Ravno tam se ponavadi meje po nepotrebnem zgradijo in to, kar učijo tale orodja paralelnega razmišljanja, lateralnega razmišljanja in enostavnosti, je ravno to, da ni skrivnost v tem, da se razlikujemo, ampak je v tem, da se dopolnjujemo. Se pravi, ti si vse to, kar jaz nisem, torej jaz tebe potrebujem. Iščemo, kako lahko vsak izmed nas prispeva, kajti le skupaj lahko pridemo do cilja. Dobro jutro življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri narediti, a ta moment tukaj šteje. Marko, tudi ti si bil na treningih, mislim, da je 16 mesecev tole potekalo. Kaj so ti treningi razmišljanja dali? Ja, veliko so mi dali. S temi orodji, ta orodja nam pomaga usmerjeno razmišljati in se mi zdi, da je to ena taka ključna stvar. Ponavadi so naše misli tako razprašene, sploh če v skupinah govorimo in napadamo dobre, slabe stvari, rešitve, je vse naenkrat prihaja, tako pa nam pomaga usmerjeno razmišljati ta orodja in se mi zdi to zelo uporabno in tudi sem začel to uporabljati. Mogoče mi pa najbolj ostaja pa ena misel Nastina, da ko generiramo ideje, ker velikokrat iščemo ideje, ko bomo zdaj nekaj novega počeli, je, da se dovolimo biti malo nori takrat. Če hočemo imeti inovativne ideje, čim bolj odbite ideje, se moramo odpreti in spustiti malo norost v sebe, se lahko noro idejo je lažje narediti dobro, ko pa malo klestiti pa je narediti dobro, kakor pa slabo idejo narediti dobro, naprimer. Marko, dolga leta, že praktično, kolikor jaz vem, vse od svojega rojstva že živiš v Zasavju, v Zagorju, delaš, aktivn si pri Mladinskem centru Zagorje. Kako pa gledaš na to zgodbo varstveno-delovnega centra pa vključenostjo uporabnikov v javno življenje? Kako jih po tvojem občani, Zasavčani sprejemamo v zadnjih letih? Jaz sem navdušen nad tem Špelinim delom in nasploh nad VDC-jem Zasavskim, ker se mi zdi, da vidim nek napredek v zadnjih letih, da se uporabniki vse bolj vključujejo v neko družabno, socialno življenje Zasavčanov in se mi zdi to edini prav pristop. Neke prakse iz tujine kažejo na to, da je to najboljši način. Tako da njihove gojence čim bolj vključujemo, ne da jih dajemo na stran,
Tako se mi zdi, vse probleme, vse marginalne skupine, ki jih izključujemo in jih dajemo na stran, iz tega nastajajo veliki problemi čez čas. In je edin pristop k temu, če hočemo živeti v vključujoči družbi, da jih seveda vključujemo. In vidim velike napredke in sem navdušen nad tem. Si kaj razmišljal, vse mogoče pa to že tudi izvajate, da bi Mladinski center Zagorje tudi povabil uporabnike pri kakšnem projektu, uporabnike varstveno-delovnega centra? Absolutno, to že delamo. Že več let, tudi bolj, bi rekel, poglobljeno sodelujemo v obliki nekih projektov, tako da tukaj imamo, ko smo razmišljali, kaj bi še lahko novega, sva špela ugotovila, pa se imamo že ful stvari v bistvu, ne? Tako da smo razmišljanja usmerili, kako lahko še druge povabimo, da mogoče pripravimo kakšne projekte, da lahko še druge povabimo, da na tak način sodelujejo. Pa ne samo z VDC-jem, ampak nasploh, da razmislimo, kaj so vse tiste ranljive skupine v našem okolju in kako jih lahko vključimo nekako. Predvsem jih pa moramo spustiti v svoje srce, ker potem pa ven ne gredo, kaj ne? Se strinjam, ja, res je. Dá-me nossa noite, baby, dá-me cela noite. Dá pra saber mais que avisa toda vez. Dobre jutro življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Dobre jutro veselje, lahko noč stane misli. Gospa Saša Bajda, vi ste direktorica zdravstvenega doma Zagorje in Špela Režun mi je kar v nekaterih oddajah povedala, da ste v tem času, pa saj smo še kar v času epidemije, VDC pa zdravstveni dom Zagorje kar precej tvorno sodelovali. Res je. Najprej smo sodelovali s testiranji, ker smo si pač želeli, da so vsi uporabniki na varnem, da so varni in da tisti, ki so mogoče okuženi, ostanejo doma. To je bil prvi sklop našega sodelovanja. Tudi v soboto se nam je zgodilo, da smo prišli pa varovance potestirali, da smo bili res vsi mirni, pa so v ponedeljek lahko nadaljevali s procesom dela. Zdaj pa smo res super sodelovali tudi pri cepljenju. Naša ekipa je prišla v VDC, pocepila vse zainteresirane s prvim in drugim odmerkom. Smo pa, ker smo prijazni do ljudi, hkrati pa si želimo, da bi bilo čim več ljudi pocepljenih, šli tudi z našo mobilno enoto v VDC enoto Litija in tam pocepili njihove oskrbovance in zaposlene. Mogoče se motim, ampak se mi zdi, da so jo uporabniki, pa tudi zaposleni v varstveno-delovnem centru Zagorje v tem času, kar se covida tiče, kar dobro odnesli. Včasih je bilo majčkeno težav, ampak jaz mislim, da s pravo organizacijo, s pravimi pristopi in s tem medsebojnim sodelovanjem smo zagotovo preprečili kakšno hujšo škodo oziroma kakšne hujše posledice. No, zdajle slišimo pesem Med iskrenimi ljudmi. Kako je bilo pa na samih treningih razmišljanja? Je bilo veliko iskrenosti? Jaz mislim, da zelo veliko, ker smo bili iskreni, ker nas je Nastja k temu spodbujala, da smo iskreni. V bistvu smo vsi spoznali, da nismo sami v težavah, ampak smo težave dali na pladenj in smo en drugega spodbujali, pomagali. Ne vem, mi smo se tudi zelo povezali v vsakodnevnem sodelovanju potem z ostalimi vodji, tako da zelo smo bili iskreni. Boste nadaljevali s temi treningi tudi potem še naprej po tem dogodku? Zagotovo, jaz sem že nabavila 6 knjig, da bom sama malce še naučila pa nadgradila tiste dele, kjer pač zaradi epidemije včasih sem izostala. Nekaj se tudi že Špelo dogovarjamo, smo se pa zmenili, da saj 2-krat letno bomo mi, ki smo zdaj sodelovali, se dobili, izmenjali mnenja, izkušnje, še kaj nadgradili se. Verjamem pa, da tudi Nastja ima še kar precej adutov v rokavu, da nas bo povabila v sodelovanje. Glede na to pa, da smo v varstveno-delovnem centru Zagorje, Zasavje, pa da poznate verjetno kar nekaj tudi uporabnikov, kako jih vi sprejemate, kako jih skozi svoje življenje sprejemate, kako gledate nanje, recimo nekoč pa danes? Meni so to eni tako iskreni, simpatični, preprosti ljudje. Jaz jih imam srčno rada. Jaz sem sama zelo srčen človek, pošteni in tudi oni so res tako iskreni in hvaležni za vse, kar jim damo. Njim res že
ne rabijo denarja in vsega, ampak če jim rečeš dober dan, kako si, joj, kako si danes lepa, in pomeni to ogromno. No. In res sem vesela, da Špela in celotna ekipa VDC-ja toliko vlaga v te uporabnike, jih vključuje in ne vem, sem vesela, ko smo prišli v kavarno, pa so nas postregli, pa sem videla, da sodelujejo pri frizerju. Res ogromno, to pomeni njim, nam, vsem in res to je en velik napredek za skupnost, za Zagorje, za Zasavje, za vse, tako da krasno. So del našega življenja. Absolutno in naj ostane tudi tako. Kako jutri ne vem, ta momentu, ki šteje. Dobro jutro, veselje, lahko ostane misli. Generacija moje nosi nastale ribe. Darja, midva sva že kar nekaj takalih pogovorov posnela. Ponovadi sva govorila, kje je v vrtcu. No, zdaj si direktorica vrtca Zagorje. Kako je bilo na teh, tudi ti si bila udeležena na teh treningih razmišljanja? Tako je, udeležena sem bila. Najprej me je in najbolj fasciniralo to, da smo se učili, ampak na tak sproščen način. Da smo nekako trenirali te naše možgane iz tistih okvirjev, ki jih ponavadi si postavljamo, predvsem sami. Tako da to nekako me je najbolj nagovorilo. Zdaj, kar je pa tisto, kar bi recimo sama v nadaljevanju želela v največji meri uporabiti, je pa poenostavljanje vsakodnevnega življenja, ker je samo po sebi seveda zapleteno, ampak bi se ga dalo poenostaviti, pa je to treba tudi znati. Smo mi kar mojstri, ne, da stvari zakompliciramo. Strašni. Nam kar ni para, imam občutek. Kako pa ti sprejemaš uporabnike varstveno-delovnega centra? Koliko se ti sploh srečuješ? Verjetno tisti prvi, preden pridejo v varstveno-delovni center, gredo skozi vrtec. Tako je. Mislim, da je ta vključenost deprivilegiranih skupin ali pa recimo na začetku otrok s posebnimi potrebami zelo pomembna. Pravzaprav pomembna ne samo toliko za te konkretne navedene otročke in odrasle, ampak predvsem tudi za nas, ki smo okrog njih. Jaz sem skozi to druženje, na nek način obogateno sodelovanje, povezovanje v okviru tega izobraževanja prav prišla skupaj s sodelavci do nekih idej, kako pa bomo to povezovanje ohranjali pa plemenitili tudi v prihodnje. Tako da ja, gledališki abonma bomo organizirali, kdorkoli bo pa želel, ga bo lahko obiskoval, pa skupaj se bomo učili za življenje. Vsakodnevnih opravil, ne vem, kuhanja, šivanja, konec koncev tudi bontona. Mene fascinirajo ti ljudje, kako vljudni so, kako pozorni, kako opazijo vsako najmanjšo recimo potezo nas in se ji tudi prilagodijo. No, to smo recimo nekateri se že kar malo od tega načina odtujili, žal. No in še nekaj je, ne, skupaj z nami se starajo. Res je, skupaj z nami se starajo, mi pa z njimi, tako da ja, sem hvaležna za to izkušnjo. No, z nami je tudi direktorica Zasavske ljudske univerze, Polona Trebušak. Kakšni so bili treningi razmišljanja? Se ti zdi, da znamo razmišljati? Treningi so bili kar zanimivi, naporni, delč od tega, da znamo razmišljati, ampak smo ugotovili, da če se stvar trenira, da se potem tudi ta razmišljajoči del možganov krepi, tako da ja, je bilo kar zanimivo, zabavno, včasih tudi zelo težko, tako da ja, ni tukaj enostavno razmišljati, kakor se vidi na prvo žogo. Se ti zdi, da si kaj odnesla?
Ja, ogromno smo odnesli. Prvič je bila to res dragocena izkušnja že samega povezovanja preko VIP Zasavja in z Nastjo. Ogromno enih vsebin, predvsem pa neke nove teme, neke nove dimenzije, ki jih potem tudi vključujem v delo in potem tudi v svoje življenje. No, smo pa pred Varstveno-delovnim centrom Zasavje. So kakšni skupni projekti Zasavske ljudske univerze pa Varstveno-delovnega centra Zasavje? Že kaj poteka? Ja, poteka. Mi smo že predtem sodelovali, mogoče v manjši meri. Trenutno pa potekajo v sodelovanju z VDC-jem študijski krožki. Prejšnji teden smo štartali, drugače se pa redno vključujejo v naše aktivnosti tudi njihovi uporabniki, prek tedna življenjskega učenja in še kakšnih drugih aktivnosti večgeneracijskega centra. Predvsem pa si želimo zdaj vnaprej, da pa kreiramo neko skupno aktivnost, ki smo jo tako potiho poimenovali VIP konferenca, ki bi morda povezala tudi vse ostale deležnike, ki še niso bili v tem projektu. Se ti zdi, da smo nekako Zasavci rojeni pod srečno zvezdo, da nam je nekako dano, da spoznavamo tudi uporabnike Varstveno-delovnega centra in se nekako sprijateljimo z njimi? Ja, zagotovo so te izkušnje, bom rekla, privilegij, ki ga nima vsak, dragocen, ker konec koncev preko te izkušnje tudi sam zase dobiš ogromno nazaj. Gospa ravnateljica, za razliko od, ste tudi učiteljica, ne? No, zdaj so vas pa drugi učili. No, kako je bilo na teh treningih v šoli razmišljanja? Ja, od začetka kar naporno, saj smo navajeni, da jaz učim. Pa vendar je bilo navdihujoče, zelo pestro, zanimivo. Predvsem je bilo pa dobro, da smo razmišljali, kako bi rekla, out of the box, se pravi zunaj škatle, z druge strani. Kaj ste odnesli? Odnesla sem veliko, predvsem to, kako prenesti na svoje kolege, kako razmišljanje oziroma kako na problem pogledati z druge perspektive, s katere zdaj sploh nismo razmišljali. Kako enostavneje pogledati na problem, kako izločiti kakšne odvečne stvari, za katere sploh nismo vedeli, da so odvečne. Se vam zdi, da vas je vse tiste, ki ste sodelovali pri teh treningih, to povezalo? Vsekakor. Vsekakor nas je to povezalo. Kljub temu, da smo se vsaj na videz vsi poznali med seboj, menim, da se zdaj veliko bolj osebno poznamo in lažje sodelujemo. No, tudi skozi vašo šolo gredo osebe, ki potem življenje nekako nadaljujejo v Varstveno-delovnem centru Zasavje. Kako gledate na vključenost uporabnikov Varstveno-delovnega centra Zasavje v javno življenje v Zasavju? V zadnjem času, že skoraj desetletju, lahko rečemo, je ta vključenost v javno življenje veliko večja in prav to podpiram. Tudi naša šola se zelo trudi biti inkluzivna. Res je, da izvajamo dva programa osnovnošolska, ampak samo pri tem se ločujemo. Vse otroci iz kateregakoli programa, torej izrednega osnovnošolskega ali programa z nižjim izobrazbenim standardom, pa se vključujejo v življenje in delo šole, kakor se najbolje zmorejo. No, pri katerih stvareh smo, se mi zdi, včasih kar malce nazadovali. Kaj pa pri teh, da znamo zdaj bolj kot nekoč sprejemati drugačnost? Smo napredovali? Menim, da. Lina, tudi ti si bila, pa ne edina, dijakinja, ki je bila nekako vključena v ta projekt razmišljanja. Kaj si ti mimogrede od vsega tega odnesla? V bistvu smo se
učili, kako v danih situacijah najboljš reči zadevo pač z razmišljanjem. Da v bistvu najprej povzameš vse od dane situacije, prevzameš slabe in dobre stvari in vse skupaj združiš, da dobiš čim boljšo idejo iz tega, kako jo rešiti. Pa v bistvu kako na življenje gledati glede. Ti mi povej, je bilo kaj to drugačen način treninga ali pa šolanja kot recimo v osnovni šoli ali pa v srednji šoli? Ja, ker so bile naloge v bistvu bolj zabavne, pa veliko smo se tudi pogovarjali, ni bilo tako kot v šoli, ker je pač samo delati treba. Tako da smo nekako skozi pogovor pa čez zabavne naloge smo dejansko se vsega naučili. Kako pa je potekala recimo 1 ura? Zdaj ne vem, ali ste samo brali, poslušali ste, kje sami sodelovali? Imeli smo učne liste, na njih so bile pa naloge, lani so bili to klobuki, letos smo pa spoznavali orodja razmišljanja in se je pač navezovali na določeno temo, rečemo 2 ure. Vsak sreča je bil pa dolg 1 uro. Boš nadaljevala s tem, pa mimogrede, misliš, da ti to pri nadaljnjem življenju, ti treningi, kje pridejo prav, tudi pri, ne vem, prebavljanju, učenju učne snovi? Ja, vsekakor to prav pride, ker na dano situacijo gledaš drugače, kot pa prej, ko je sam, ko imam vse za narediti pa nekaj. Zdaj je pa dejansko lahko malo bolj razmislim o tem, pa ko lahko vse naredim, tako da bom čim deli, kakor lahko. Že tvoja babi je bila močno povezana z varstveno-delovnim centrom, potem mami, tudi ati. Kako pa si ti povezana, kako sprejemaš recimo malce drugačne ljudi, uporabnike varstveno-delovnega centra? Ja, v bistvu že odkar sem bila majhna, sem skozi zraven, tako da dejansko je kot normalen. So del tvojega življenja? Ja. Kaj pa družba, drugi recimo, tisti, ki jih ne poznajo tako, meniš, da bolj sprejemajo zdaj v zadnjih letih uporabnike, kot so jih mogoče, ali pa tudi drugačnost, kot so jih mogoče kdaj prej, leta nazaj? Ja, je velika sprememba, rečemo, ne vem, ko sem bila manjša, so bili vsi take ljudi gledali malo drugače. Zdaj so jih pa tudi nekako sprejeli v družbo, ker je to že toliko pogosto, da so postali del našega življenja, ne? Ja, ker včasih so bili, rečemo, bolj odmaknjeni, zdaj jih pa tudi vključujejo v šole, tako da dejansko se skozi srečujemo takimi ljudmi. Vsemogoča vztrajnost in nadzemna moč samopreseganja, ki je v nas, žlahtni našo pot in sledi končni cilj. Neumnosti na rtih dovoljenega pa premikajo obzorja in preizkušajo krila našega poguma. Helena, res se že kar precej let nisva videla, ne? Ampak našim gledalcem moram povedati, da si ti mami ena naših najboljših smučarskih skakalk, Katja Požun, kaj ne? Ja, to je pa res, ja. Zdaj nič ne skače, ne? Ne, zdaj nič več ne skače, ne. Ne, zaključila. Helena, kako si pa ti sodelovala pri tem projektu, pri tem dogodku? Jaz sem bila pri tem projektu povabljena kot psihoterapevtka za uporabnike, tako da sem izvajala individualne psihoterapije z pač določenimi uporabniki in moram reči, da kljub temu, da psihoterapija je bolj ni toliko usmerjena še v delo za ljudmi s posebnimi potrebami, sem izkusila, da je to nujno potrebno in da tudi te ljudje pač potrebujejo individualno obravnavo. In kako so te sprejemali? Kako si jih ti sprejemala? Tako moram reči zelo toplo, ker pač ljudje s posebnimi potrebami so izjemno čuteči, pač doživljajo nas na svoj subtilen način, ne zgolj samo z razumom.
in so me ogromno naučili, moram reči, tudi v sprejemanju, v čustveni naklonjenosti. Tako da mi je bilo zelo prijetno delati z njim in pač še mi je prijetno delati z njim in še bom delala z njim. In tudi mislim, da je bilo tudi uporabnikom prijetno biti z mano, saj tako po odzivih. Dolga leta si bila del Zasavja, živela v Zasavju. Kako pa ti meniš, da skozi leta ljudje Zasavčani sprejemamo uporabnike varstveno-delovnega centra? Se to izboljšuje? Jaz mislim, da se nasplošno, kar se tiče duševnega zdravja, izboljšuje sprejemanje. Tako da na nekem nivoju se tudi to izboljšuje, tako da mislim, moram izjemno pohvaliti vse zaposlene tukaj v VDC-ju, ko sem imela priliko videti, koliko nekega sočutja, zanimanja, koliko predanosti je v njih, da se te ljudje res počutijo lepo sprejeto. Ker v bistvu je en velik problem v tem, ker to so razne učne manjše sposobnosti, fizično manjše, duševne manjše sposobnosti, izguba staršev, kar naenkrat poslan v neko okolje. In zdaj tukaj naprej živeti je ena velika prelomnica v njihovem življenju. In s temi ljudmi, ki pač skrbijo za njih, moram reči, da sem bila res tako toplo presenečena, koliko ene empatije, sočutja je do njih. Tako da res vsa pohvala VDC-ju, vsem zaposlenim. Ni smeh in ne samo veselje, tudi žalost in trpljenje nas spremljata. In sam se borim, hitro rane pridobim, vsaka tudi majhna te tudi. Miran, velik poznavalec športa in tudi glasbe, tudi ti si sodeloval na teh treningih vsem tem času. Kako je bilo? Odlično, počutil sem se enkratno in sproščeno. Heleni se lahko zahvalim, gospe Heleni Vitar se lahko zahvalim, da je prispevala dodatno k mojemu dobremu razpoloženju, pa tudi prijetni motivaciji. Kaj ste pa delali? Hodil sem na sprehode po Zagorju, do Ribnika, pa do Kržišnika, do avtohišne Kržišnik Zagorje. Pa Helena ni bila edina, tudi Alja. Tudi od Domna Počehe sestra Alja je bila dobra, da me je spremljala, pa peljala na sprehode, pa da sva se veliko pogovarjala, srečevala, pa spoznala tako ali drugače. No, že čez kakšno uro boš pa sodeloval tudi na tej predstavitvi, prireditvi. Kaj bo tvoja naloga? Moja naloga pa bo, da bom povedal vers z naslovom Tisto, kar je zunaj in tisto, kar je znotraj. Vem, da tudi rad poješ. Ena pesem ti je še posebej pri srcu, ne? Od intervalov, katera je pevka bila Marinka Pišek Bizjak, Vedno otrok, ki je zaznamovala moje življenje v VDC-ju. Kaj pa pesem Med iskrenimi ljudmi? Tudi pesem pokojne pevke Majde Sepe se mi je že od otroštva naprej zelo dotaknila k srcu in še vedno jo zelo rad in velikim veseljem slišim, bodi si po radiju, bodi si po televiziji. Kako si pa gledal ti na ta čas epidemije, ukrepov proti okužbi s covidom? Je bilo kaj težje kot sicer? Bilo je težje, ampak pogrešal sem moje nastope pred mediji, pa igranje na synthesizerjem. Ukvarjal sem se med tem časom zgolj z rekreacijo in pa pridno sem se moral, hočeš ali nočeš, držati vseh predpisanih ukrepov, da ne bi zbolel oziroma širil okužbe na ostale sostanovalce stanovanjske enote Podvelnari. No in kako se počutiš v tej stanovanjski enoti? Odlično, super. Vesel pa sem, da smo preživeli, čeprav težko, res težko, čeprav smo uspešno dali čez ta težek za marsikoga ta korona čas.
Gospa Milena, vi ste pa tu že skoraj da prava veteranka, ne? 21. leto že teče, koliko ste zaposleni v varstveno-delovnem centru. No, z Nastjo ste pa sodelovali, ne vem, kot učiteljica teh predavanj, razmišljanja. V bistvu je ideja, da bi se osnovala neka skupina med uporabniki in se učila usmerjeno razmišljati. Torej, mi v glavi 60 do 70 tisoč misli nam preletijo. Če pa ti usmerjeno razmišljaš, si se sposoben skoncentrirati in to je tudi uporabnikom izredno zanimivo, ker je majčkeno drugače, kot so navajeni. Je pa verjetno se težko skoncentrirati tudi takole pred kamero, kaj ne? Ja, še posebej pred kamero, res ja. Take vaje pa niste imeli? Ne, takih vaj pa ni bilo. No in kaj ste vi odnesli od vsega tega, vseh teh predavanj? Najbolj všeč mi je bilo, ker nikoli nobena ideja ni neumna. Torej, kot imaš ti izbor enih idej, ki se ti morda v prvem trenutku zdijo neumne, iz nje lahko izvlečeš nekaj pametnega. Če nimaš nobene ideje, nimaš nobene, ne? No, vi ste bili tako kot drugi slušateljica Nastje, ste verjetno veliko odnesli, zdaj pa, če sem jaz prav razumel, boste pa vi tisti, ki boste pa v varstveno-delovnem centru prenašali to znanje naprej, ali kako? Ja, mišljeno je tako, da se ustanovi oziroma organizira neka skupina uporabnikov, recimo ni potrebno, da je to velika skupinca in se potem to znanje prenaša naprej na njih. Mi v našem zavodu, recimo prijateljice, ki so tudi hodile na ta tečaj v osnovnih šolah, v vrtcu, glavnem razmišljanje, da se širi naprej. Meni se zdi, da vas zdaj čaka verjetno kar precej knjig, ne? Da jih malce preberete, ne? Tudi verjetno tistih, ki jih je Nastja napisala. Tehle knjig imamo že kar nekaj na zalogi, ja. Tudi doma, ampak je to literatura, ki si morda moraš kar plansko določiti. Jaz recimo vsak večer 3 strani in potem imaš čas o tem razmišljati naprej, ne. Pa da lahko potem naprej prenašate. Da lahko naprej prenašaš. Pa ne samo v službi, tudi privat doma ti pri otrocih to zelo koristi. Pomembno je očem nevidno, pa se vendar prav dobro vidi. Brez bleščave, neonskih luči na najnovejšem oglasu. Ja, čast mi je, ne, za aktualno Miss Slovenije za leto 2019. Lani izbora ni bilo. Ne, res ni bilo, zaradi trenutnih okoliščin, ampak bo pa ta mesec 27.6., tako da še malo, ja. No, meni je všeč tudi ta tiara. Ja, prav posebna. Ja, s posebnim namenom. Jaz sem dobila to tiaro oziroma osvojila naziv Miss Slovenije v Črnomlju in zaradi tega tudi vsebuje brezov les. Pa tudi še nekaj premoga, ne? Ker delala ga pa je Marjeta Hribar iz Zagorja. Ja, premog je pa zaradi tega, ker je bila Miss 2018 izbrana oziroma okronana tudi v Trbovljah in je del zgodbe, seveda. Vse je zgodba, ne? Ja. Kot je tudi danes kar lepa zgodba. Kdaj ste se vi prvič srečali z uporabniki varstveno-delovnega centra, pa tudi zaposlenimi v Zagorju, v Zasavju? Srečala sem se kakšen mesec ali 2 nazaj, da smo se malo spoznali, malo pogovorili o samem projektu VIP družba. Potem pa so dekleta, ki kot finalistke so zbirale odpadni material džinsa za znamko Prišito, ker bojo tukaj uporabniki šivajo razne nahrbtnike, drobižnice, copate, kot ste videli, in smo naredili eno tako sodelovanje. In kakšni so vaši vtisi uporabnikov? Odlični. Bolj pristnih ljudi mislim, da ni. Ljubečih, družabnih, srčnih. Jaz sem res uživala in mislim, da je bil to zame eden izmed boljših dogodkov. Res. S trenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega,
če preveč priznaš. Domen, zdaj si pa ti dobil zadnjo besedo, tudi ti si zaposlen v varstveno-delovnem centru in ti si pa nekako skrbel, da je vse tole tudi finančno pod streho. Ja, tako. Za vsakim evropskim projektom je veliko birokracije, tako da sem skrbel, da je vse to od prijave in zdaj do vseh zahtevkov. Pa v bistvu me čaka še 5 let dela, zato ker je treba zagotavljati trajnost in to bo še 5 let birokracije, ampak je relativno lahko delati, ker je vsebina projekta zelo dobro zastavljena in tudi te stvari potem tečejo in jih ni težko delati, če vidiš, da v realnem življenju res živi projekt. Domen, kdo pa je vse to financiral? Ja, to so financirali, je financiran prek Klasa, se pravi, smo se mi prijavili na projekt in je strani Evropske unije in Republike Slovenije financiran, en delež pa pokrivamo sami iz lastnih sredstev. Vera vase in v sočloveka dovoljuje idealizmu poleteti in ponuja optimizmu neskončnost izbire ter vesoljnih možnosti. Vse to nazadnje in nezadnje iz življenja strne večno dehtet šopek preprostih trenutkov o polnih barvah intenzivnosti in smisla.